Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekoga izmed vas zanima, kaj se je pravzaprav dogajalo na tistem testiranju Pirellija, ki so ga pripravili na znameniti progi v Barceloni. Poglejmo si skupaj. Na samem začetku je treba poudariti, da verjetno mnogi izmed vas ste zasledili razne članke, prispevke ali poročila o tistem, kar naj bi se dogajalo na znameniti progi Montmeló. In treba je dodati, da mnogi avtorji so se poslužili, po mojem skromnem videnju, precej senzacionalističnih naslovov. Naprimer tistega, ki je pravil, da je Lewis Hamilton hitrejši od Charlesa Leclerca. In nekatere izmed vas zanima moje videnje, moje mnenje, moja interpretacija dogodkov. In tu velja poudariti, da predvsem testiranja so izjemno težka za neko objektivno interpretacijo. Da vam dam malce bolj poenostavljeno primerjavo. Testiranja v Formuli 1 so podobna kakšnemu modernističnemu umetniškemu delu, naprimer sliki, ki je nastala pod navdihom Jacksona Pollocka. Prvič, testiranje moramo gledati iz določene razdalje. Če se osredotočimo samo na en podatek, je lahko generalni občutek res zmoten. In drugič, tudi če smo pazljivi in zadeve opazujemo iz določene razdalje, se lahko kaj hitro zmotimo. Ampak vseeno, poglejmo si, kaj bi se dalo razbrati iz tistega, kar je nam navdušencem na razpolago. A začeti moramo seveda s tistim, kar se je v resnici dogajalo na progi. Namreč vzporedno sta tekla dva različna programa. In prvi je bil seveda tisto testiranje Pirellija. Pirelli pripravlja pnevmatike za prihajajočo sezono 2026, ko bo v veljavi nov tehnični pravilnik in čisto drugačni bolidi. Znano je, da bodo tudi pnevmatike rahlo drugačnih dimenzij, zato bolidi, ki nastopajo v tem programu, niso skladni s tistimi originalnimi tehničnimi specifikacijami. O tem, da McLaren testira za Pirelli z prirejenim bolidom, smo že govorili v prispevku, ki je obdeloval trk Hamiltona. In takrat so seveda v progi Paul Ricard testirali pnevmatike za mokro progo. Sedaj se testiranje je nadaljevalo na progi v Barceloni, kjer so testirali pnevmatike za suho progo. In seveda sodeloval je McLaren z bolidom MCL60, tistim iz sezone 2023 ter Scuderia Ferrari. Pri Ferrariju so pripravili SF-pomišljaj 24 iz lanske sezone. Ampak upam, da ste zasledili v mojih besedah, da gre za predelane bolide. Ne samo, da so prilagodili same obese, samo vzmetenje rahlo manjšim dimenzijam pnevmatik, ampak so tudi zmanjšali aerodinamični oprijem. Govori se, da za približno 20%. In zakaj je bilo to tako nujno potrebno? Ker predvidevajo, da bo celotna sila, ki bo delovala na pnevmatike v prihodnem obdobju, približno zaokroženo za 20% nižja. Torej morajo ustvariti čim bolj podobne pogoje, da bodo videli, ali pnevmatike sploh delujejo, ali je dovoljšnja sila, da jih spravi v tisto delovno območje, na tisto pravo temperaturo in seveda še marsikaj drugega.
Poleg tega, kot sem že omenil, so pri Ferrariju in Alpinu nadaljevali s testiranjem pod pravilnikom PPC. In tudi o tem smo že govorili v posebnem prispevku. In tu velja poudariti, da Ferrari je imel skladno z pravili pripravljen SF-pomišljaj 23, Alpin pa A523, oba iz sezone 2024, kot ste razumeli, ampak gre za ločeno zadevo, za ločen program, kjer bolidi niso predelali, ampak skladni s tistim, kar smo videli v preteklih sezonah. A vrnimo se k pomembnim točkam. Malo kdo je poudaril, da testiranje Pirellija je bilo tako imenovani blind test, kjer vozniku niso povedali, kakšno mešanico pnevmatike bo imel na razpolago, temveč so mu namestili seveda set na bolid in voznik je opravil določeno število krogov, se nato vrnil v bokse ter povedal svoje občutke. Šlo je več ali manj za tako imenovane long rune, kjer iskanje tistega hitrega kvalifikacijskega kroga sploh ni prišlo v poštev. In še več. Testiranje je bilo seveda razdeljeno na 2 dni, kjer sta se Charles Leclerc in Lewis Hamilton izmenjevala dopoldne in popoldne. Medtem ko pri McLarenu je bil v torek prisoten Lando Norris, v sredo pa Oscar Piastri. A konec koncev vsak je imel na razpolago enako število časa. A vrnimo se k tistim podatkom, ki so nam jih mnogi pripovedovali in skušajmo dobiti odgovor na vprašanje, je bil Lewis Hamilton res hitrejši od Charlesa Leclerca? Če gledamo samo gole rezultate prvega dne testiranj, bi lahko dejali, da ja, Lewis Hamilton je dosegel čas minute 15 sekund in 830 tisočink, medtem ko Charles Leclerc je štoparico ustavil pri minuti 16 sekundah in 6 stotinkah. Torej, zaokroženo bi lahko dejali skoraj da četrtino sekunde je bil Lewis Hamilton boljši. Ampak Lando Norris v istem dnevu je dosegel čas minute 15 sekund in 215 tisočink, torej je bil boljši od obeh Ferrarijev in to z bolidom, ki je vsaj generacijsko leto starejši. Ampak tak podatek nam ne pove nič. Sliko, kot sem povedal malce prej, gledamo preveč od blizu. Potrebno je pogledati najmanj še rezultate drugega dne, kjer je situacija rahlo drugačna. Charles Leclerc je tokrat dosegel minuto 14 sekund in 971 tisočink, medtem ko Lewis Hamilton je bil bistveno počasnejši, minuta 16 sekund in 759 tisočink. Oscar Piastri nekje vmes, minuta 15 sekund in 815 tisočink. Torej, v absolutnem smislu je bil Charles Leclerc hitrejši od Lewisa Hamiltona ne samo v drugem dnevu, temveč primerjalno tudi v prvem. Ampak mi navdušenci ne vemo mešanice, ki jo je imel voznik v točno določenem trenutku na razpolago, količine goriva, vremenskih pogojev ter programa. Najbolj enostavno je tu rezultate, ki sem vam jih sedaj naštel, primerjati s tistim, kar so v resnici dosegli na progi v kvalifikacijah za veliko nagrado Španije. Seveda govorimo o sezoni 2024, kjer je Lando Norris dosegel čas minute 11 sekund in 383 tisočink, Leclerc na 5. mestu pa minuta 11 sekund in 731 tisočink. In kaj bi lahko iz tega sklepali? Enostavno, da so bili na sami dirki za veliko nagrado hitrejši za 3 sekunde in pol, 4,
kar pomeni, da gre samo za testiranje in da so časi, ki smo jih lahko prebirali v raznih virih, irelevantni. Prvič zato, ker so bili bolidi predelani in drugič, ker niso iskali najhitrejšega kroga. In če ne verjamete moji interpretaciji, so tudi pri Pirelliju potrdili prav slednje. Namreč zagotovili so, da niso opazili kakšnih večjih odstopanj med vozniki, kajti bili so na različnih programih. In to pomeni, da razlika, naprimer nekaj desetink, kot smo videli v prvem dnevu, absolutno ne pomeni nič. Le nekaterim je to dober izgovor za senzacionalistični naslov, ki morda pritegne vašo pozornost in imajo tako oni bralca več. A sam menim, da je važna vsebina in ne število ljudi, ki jih s takim trikom nekako ukaneš. A treba je povedati še tisti drugi del zgodbe. Namreč vzporedno z testiranjem Pirellija, kot sem že omenil, je potekalo testiranje pod pravilnikom PPC, ker so seveda pravila različna in postavilo se je legitimno vprašanje, ali je to legalno. Namreč Ferrari je imel predlanski in seveda tudi lanski bolid istočasno na progi. Ampak tisti pod pravilnikom TPC je bil skladen z pravili iz sezone 2023. Oni iz lanskega leta je bil pa tako močno predelan, da praktično kakšnih primerjav sploh ni bilo mogoče narediti. Je pa res, da Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris in Oscar Piastri so imeli dodatno količino kilometrov na razpolago, kar pred začetkom sezone je seveda dobrodošlo, ampak po drugi strani ekipe kot take niso dobile nobene tehnične prednosti. Je to legalno? Seveda je. Bi lahko dejali, da je to v neki sivini pravilnika? Tudi ja. Ampak dokler se je na tisti varni strani, je vse dovoljeno. A upam, da sem razjasnil tudi pomen tega testiranja in seveda vrednost teh podatkov, ki so nam jih predstavili mnogi celo pomanjkljivo. A hvala za vašo pozornost in nasvidenje.